Danes ste tukaj na Trgu Svobode postavili en izziv. O čem pravzaprav gre? V Mestna občina Maribor, Energetska agencija in pa podjetje Lumar smo se lotili aktivnosti, kjer želimo občanom mesto Maribora, strokovni in zainteresirani javnosti pokazati, ali je res ta teorija, da energetsko učinkovita hiša, ki ima zelo dobro izolacijo, torej ne prepušča toplote, in zato smo v sredino hiške postavili 1 kubični meter ledu. Ta hiška bo tukaj stala 1 mesec in 19. junija bomo hiško odprli in izmerili, koliko ledu se je stalilo in seveda koliko vode bo iz hiše priteklo. Ali smo dovolj varčni pri uporabi energije? Koliko je sploh porabimo na leto ali pa na mesec? Če imamo energetsko neučinkovito stanovanje ali hišo, recimo veliko 100 kvadratnih metrov, se raba energije, torej če jo gledamo v stroških meri, je tudi 2 do 3 tisoč evrov. Recimo, če porabimo 2 do 3 tisoč litrov kurilnega olja. Če to primerjamo z nizko energijsko hišo, pomeni, da bi v taki 100 kvadratnih metrov veliki hiši porabili torej samo nekje 100 litrov olja, kar pomeni na celo sezono samo 100 evrov. Kako pomembna je varčnost pri gradnji novogradnje? Ja, izredno pomembna, ne? To se zaveda danes veliko ljudi, ki so svoje stavbe gradili pred 20 leti in imajo danes stroške za ogrevanje 2 ali 3 tisoč evrov na letnem nivoju za ogrevanje svojih stavb. Naše sodobne pasivne hiše porabijo zgolj 50 do 100 evrov na letnem nivoju za ogrevanje in že samo ta ekonomski vidik je zelo pomemben. Vemo, da se bodo te škarje, se pravi razlika v prihodnosti z rastjo cen energentov še bolj razpirale. Stene te hiške za nami so v primerjavi z navadnimi hišami dokaj debele. Ali so te stene tako debele tudi pri hišah, ki jih vi postavljate? Tako, to je naša povsem standardna stena. To smo želeli s tem eksperimentom tudi pokazati. Se pravi, stene so enake kot v vseh naših pasivnih hišah. To je certificirana Lumarjeva tehnologija, certificirana v Darmstadtu pri Passive House inštitutu in to je pravzaprav ključ. Želja je mogoče kdaj v prihodnosti narediti še eno referenčno hiško, ki bi bila bistveno slabše izolirana oziroma ki bi bila izolirana tako, kot je obstoječi stavbni fond, in potem bi bila ta razlika na koncu, ko bi hiše odprli, pri samem ledu, ki bi ostal še toliko večja. V tem ledenem izzivu lahko sodeluje tudi javnost. Po vašem mnenju bo priteklo kaj vode ali ne bo? No, gotovo bo nekaj vode priteklo, čeprav izziv je seveda postavljen, da vode ne bo, vendar seveda je to odvisno tudi od klimatskih pogojev, ki bo v tem času. Če bomo imeli ves čas zelo visoke temperature, nad 25 stopinj Celzija, bo sigurno v nekem trenutku prišlo do preboja temperature, kar je čisto običajno. Bo pa seveda izolacija tukaj iz celuloznih vlaken, ki ima zelo velik fazni zamik v poletnem času, pripomogla k temu, da bo to pregrevanje manjše, kot bi bilo recimo, če bi bil objekt grajen iz opeke, iz betona ali česa podobnega. Se pravi, pasivne hiše se zelo dobro obnašajo tako poleti kot pozimi in to je pravzaprav sporočilo. Koliko ledu bo ostalo not? Po mojem mnenju med 40 in 50 odstotkov.